sem tukaj. Danes je ta zadeva predvsem namenjena temu, da to preizkusimo, da vidim, kako to deluje in se zna zgoditi, da bojo kakšne težavice ali karkoli, da se je kaj zataknilo, ker pač to počnemo v bistvu prvič zdaj, ne. Stvar tudi pretakamo v živo na YouTube. Ne pričakujem, da bo glih ne vem koliko ogledov zdaj trenutno. Niti nismo pretirano stvari oglaševali, zaradi tega, ker če slučajno ne bo šlo tako kot po maslu, rajši vidimo, da to vidi manj ljudi. Tako da, ja. Drugače pa jaz prepustim stvari tebi, Ano, v roke in ostajam samo še vratar. Tako. No, jaz vas vse skupaj lepo pozdravljam. Vse naše prve pogumne udeleženke in udeleženca odprtega zaslona 1 na Pesem si. In ta naš odprti zaslon bo takšen, da bi vsak najprej prebral nam eno pesem, to bi bil prvi krog, potem še eno, morda bi šli vmes še tisti cikel, ki sem ga napovedala, da preberete še kakšno pesem, ki je vam pri srcu ali pa ki ste jo trenutno prebrali v kakšni knjigi, malo za navdih za branje. Se je v redu slišala? Zelo dobro. Jaz sem se kar premaknila pod tisto češnjo. Hvala, Luka. Ja, ne vem, če ne bi mogoče rajš rekli kar 2 pesmi. Kaj mislite? Smo reči tako, da vsak prebere 2 pesmi. Samo malo. Ja, zdaj sem vas pa v zadrego spravila. No prav, bomo šli pa vseeno, tako kot smo prvotno nameravali, vsak eno, pa potem gremo še drugi krog. No, Helena, pa bi kar tebe izvala, ker tudi ti na Mladih svet stoji,
razblinjate to iluzijo, da nismo skupaj. Tako da Helena izvoli svojo pesem prebrati. To je pa pesem, ki je v bistvu nastala po ilustraciji, ker sodelujem pri projektu v bistvu Poezija na mestnih ulicah, ki je v Mariboru vsako leto, in letos so naredili malo drugače in smo dobili, vsak pesnik je dobil svojega ilustratorja in potem smo mi eno pesem dali ilustratorju in ilustrator je dal nam eno ilustracijo in smo morali napisati pesem na ilustracijo. No in na moji ilustraciji je bila naslikana breza in tako je naslov tudi tej pesmi. Ko lahko povem nekaj o sebi, povem, da zraste do 25 metrov. Listi so nazobčani in človeški toliko, kot so inicialke na višini 1 do 2 metrov. Klopi niso del njenega ekosistema, čeprav korenine sežejo skozi park pod ograjo do asfalta, kjer naredijo majhno izboklino. Ima krila, ki jih vztrajno pošilja v zemljo, in voh, ki lahko zazna barvo zime. Nedaleč stran dež tiho prehaja v sneg. Pripravim se na iskanje novega prebivališča. Povem, da gori z modrim plamenom. Super. Kako lep večer sta začela. Marie-Hélène, Ja, se slišimo. Zdaj bi pa jaz kar tebe izzvala s kakšno pesmijo. Vem, da boš najbrž v francoščini brala, to je tvoj jezik, a ne? ja, res, ja. Ali tudi v slovenščini. Čakaj, moram najti. To bo zelo kratko. To je... Okay. Ja. Jaz bom naprej v francoščini, zdaj pa v slovenščini bolj težko, ker že dolgo nisem slišala slovenščino. Je že skoraj 1 leto, da nisva prišla v Ljubljano, zato. Aha. In to je, kako prevajati, comment traduire. To bo zanimivo zate, Ana. Radovna. Traduire, c'est traduire ton corps, entrer dans la chair de ta langue. Je ne suis pas ton corps, je ne suis pas ta langue. J'effleure le monde de tes mots, et par lui qui me raconte, je plonge presque effrayée dans les vers qui m'entrelacent. Je ne suis pas toi, et je ne suis plus moi. Nous sommes entre les deux, tu me laisses t'entredire, je te livre au lecteur que tu ne comprends pas, nous sommes au-delà de la langue, dans notre outre-langue. No, bom poskusila v slovenščini, če lahko. Kako prevajati? Prevajati je prevajati tvoje telo, stopati v meso tvojega jezika. Nisem tvoje telo, nisem tvoj jezik, dotikam se sveta tvojih besed, izprek njega, ki me pripoveduje, se skoraj prestrašena potapljam v verze, ki me prepletajo. Nisem ti in nisem več jaz, dva med obema. Pustiš me v medbesedju. Izročam te bralcem, ki jih ne razumeš. Sva onstran jezika, v najinem onkraj jeziku. Odlično. Imam mož pa eno prijateljico Jelka sta prevajala. Odlično. Jaz malo pomagam, ampak nisem tako sigurna. Super, hvala, Marie-Hélène. No, iz Francije. Ja, Mednarodno. kako lepo. Mednarodno, ja, mednarodno. Ja, kako lepo, da si lahko prišla na to srečanje. No, to je pa velik plus tega načina srečevanja, ne. Zdaj bi pa kar Mirjam izvala. Mirjam je pred kratkim izdala knjigo, če se ne motim. Ja, Mirjam, kar izvoli, malo poveš o knjigi, pa nam kaj preberi. ja, knjigo imam tule, ne vem, če se to Aha, vidi. Aha. Stiskanja malo višjo dvigni, da vidimo. Tole? Aha, tako, super, odlično. Ja. Hvala. Knjiga je bila izdana pri Lajrevi založbi v Kranju. Pesmi sta uredili in spremno besedo napisali Ana Žunič in Helena Zemljič.
Helena, bravo. In oblikovala jo je Polona Zaletel in je zelo lepa, se mi zdi. Ja, sem mislila najprej prebrati, tukaj imam 2 oznaki v knjigi, da bi prebrala 2 pesmi, ampak se ne morem odločiti, pa sem se zdaj na koncu vseeno odločila, da bom raje prebrala eno novejšo s portala, in sicer Pot na sever. Ko sonce zahaja za praznimi ulicami zapuščam mesto strmoglavo mulo, hodim po robu, cesta se mi odmika, pogled človeka lovim, pa gleda stran, ko sonce zahaja. Bravo, super. Mirjam, mislim, da bo itak še drugi krog, pa boš takrat kar obe prebrala iz stiskanja, ne? No, prav. Ja, Gregor, zdaj bi pa tudi tebe izzvala, če si ravno tukaj in ker tudi pišeš, nisi samo vratar ali naš tehnični podpornik, ampak izvoli, prebrati. Ja, hvala, bom pa eksperimentalno prebral pesem, ki nisem še nikoli, tako da tle se je zdaj nekaj zgodilo. Ja, mislim, da že med branjem od Mirjam je že zamrznilo sliko. Aha, Marija-Len nam je... Marija-Len je... ok, v redu. Ja, mogoče pride nazaj, ti kar nadaljuj. No, tako, imenuje se elektronska omrežja. Koščki informacij, večinoma iztrganih iz konteksta, nepovezani drobci življenj posameznikov, pavšalna mnenja o tem in onem, večinoma o politiki in prehrambenih navadah, izrazi splošnega nezadovoljstva, vse skupaj zabeljeno s pozitivnimi mislimi, ki se berejo še bolj depresivno kot odkriti zajetivi sarkazem, saj ne presegajo ravnito lažbe, in ob branju pomisliš, če je to pozitivna misel, potem nam gre pa res slabo. Bravo, zelo aktualna. No, vidim, da se nam je zdaj pridružila še Antonija. Končno odpila. Izvoli, Antonija, dobrodošla. Mi že beremo, tako da ti se kar namesti, pa pripravi. Mislim, da sem že gost, nisem se mogla vklopiti, zdaj nekako mi je uspelo, vendar ne vem, kaj je s kamero. Izklopljeno kamero imaš. Ja, vidim, ampak jo... Spodaj je desno. Spodaj na sredini so 3 gumbi in imaš kamero prečrtano. Klikni na kamero. In jo klikam, pa mi ne odreagira. Aha, potem pa mogoče tudi brskalnik sprašuje za dovoljenje. Ja. Zgoraj nekje v kotu brskalnika, na desni ali pa na levi, odvisno. Aha, tukaj, udeleženec je zaustavil kamero, nisem. Ne, brskalnik pravi, ali dovolite temu spletnemu mestu uporabo kamere in mikrofona. Odprti ekran, 7. Pozdravljena nazaj, Marija-Len. Zdaj še z Antonijo, ki se je pridružila, skušamo ugotoviti, kako bi si lahko priključila kamero, ampak no, mogoče ti bo to uspelo tekom dogajanja, pa bi zdaj šli mi kar naprej, še drugi krog brati, ta čas bo pa Antonija gotovo kaj našla, ali pa če ne, se bo pa malo oddahnila od stresa tega računalniškega, pa bo potem nam prebrala nekaj. Prav, tako da bi jaz... Ana, ti boš kaj prebrala? Ja, saj res. Takrat si, veš kdaj, na tistem dogodku je bil, smo šli prvo na Vodnikovo, potem smo šli pa še... Ana. Aha.
Takrat si nekaj zelo, zelo lepega brala. Mogoče bi Evo, zdaj si me spomnil, Evo bi prebrala. Evo zaradi tega, ker ni na portalu Pesemsi, ker sem jo pač objavila na portalu Vrabec Anarhist, pa se mi zdi, da mogoče bi bila kar dobra ta Eva. Je dobra pesem, ja. Ok, no pa dajmo, Eva. Ça marche pas très bien. Eva v torbici nosi jabolko. Če bi se izkazalo, da je žejna, da je lačna, da so vse trgovine že zaprte. Če bi sredi noči ostala brez strehe, postelje, pomoči, če bi se spotikala čez korenine in izgubila čeveljc, pa bi prišla zgubana starka in ji hotela vsiliti svoje zastrupljeno jabolko. Če bi jo kdo zasledoval na samotnem pohajanju, po gozdnih poteh, podhodih, nadvozih, temačnih ulicah, širokih avenijah, ob rečnem bregu, čez mostove mimo rdečih vogalov, vrgla bi ga van in v krokarja, če bi ji hotel izkljuvati oči, ko bi zleknjena strmela v zvezde. Če bi se opogumila, bi zagnala jabolko v najtrši balvan, da bi se razletelo, raztreščilo, izbrizgalo vso notranjost. Morda bi se pojavil Adam, da bi potem opazovala njegovo jabolko, ki se mu premika gor in dol v grlu kot kakšna silno pomembna in zamolčana beseda. Najbolj pa bi prišlo prav v neprebojni temi, ko bi jo hoteli vrniti, od koder je prišla. Takrat bi jabolko spregovorilo v jeziku, ki ga poznajo vsa bitja. Rekla bi, da naj je ne bo strah, da naj ne govori, čeprav samo njemu. Se pravi, da naj govori, čeprav samo njemu. Da je življenje prehajanje. Takrat bi Eva iz torbice vzela jabolko in ugriznila van. Tako. Slišala sem neke zvoke, pa Antonija, zmedli se mi zdi, ampak Antonija, več hudega. pozdravljena. Tako da zdaj pa mogoče Antonija že pripravljena, da bi nam prebrala kakšno svojo pesem. Antonija, zdravo, jaz sem ti izklopil mikrofon, ker je ravno Ana brala, tako da si ga moraš zdaj vklopiti. Jaz ti ga nažalost ne morem vklopiti, to smo že ugotovili zadnjič. Vklapljam, hvala. Odlično, evo, super. No, Nimam pa kamere, ne poznam vzroka, nekaj mi ne dela. Saj hudega. bomo pa videli A. pa bomo Okej. slišali tvojo pesem. Je. V Izvoli. redu, pa vam preberem v resnici sanje. Sanje v resnici, ki v srcu živijo. Prepusti se toku, izlij fantazijo. Čutila boš zmago, ki pelje, ki vleče. Ne boš več le tisti kupček nesreče. Ne pusti, da sanjaš, ujemi resnico. Zaživi kot hočeš, si vzemi pravico. Ne čakaj na druge, da srce ti krojijo. So jim želje neznane, ki se v srcu rodijo. Ustvarjaj za jutri, pozabi na včeraj. Življenje je kratko, poslovi se za zmeraj. Naredi kaj zase, podari kaj drugim. Je sreča minljiva, te žalost utrudi. No, tako. Bomo podarili kaj drugim in to bojo naše pesmi. Zdaj pa jaz predlagam, da mogoče še en krog naredimo po naših pesmih, če ste za. Bomo še vsak eno prebrali za ta večer. Lahko. Kdo je pa T? To je pa, tukaj imamo pa naštimano snemanje na ta poseben ekran. Ja, ne znamo še tako dobro s temi zadevami, tako da smo rajši posebej naštimali, da ne bi se kaj izklapljalo in tako. Dobro, Luka. Ja.
Imaš še kakšno pesem? Zdaj pa Imam, lahko ti imaš, seveda, se vem, ti pesmi so na lud tujo literaturi. izberem. Lahko tudi, zdaj poljubno, lahko svojo, lahko tujo, kar želiš. Eno knjižico je zelo ljuba. Zdaj samo... No, tale recimo je zelo znana, ampak zdi, da je taka, da je ni škoda slišati vsake toliko časa. Je pa iz knjige Otrok in jelen Tomaža Šalamuna, izšla je leta 90. Naslov je pa Metki. Če požgem belo desko hiše, bo plamen bolj svetav kot teža, ki pada z najnih teles, bolj kot samba, bolj kot moja sočna glava. V belem snegu sem, ti plešeš, pod zelenimi orjaškimi drevesi s svojimi sočnimi, žalostnimi očmi. Rime poslušava in copatke čopiča, loke, ki se iz njih vidi mah in kar je pod mahom vmes. Bel ris prasketa v temno-zelenem grlu, se nebo kdaj zabaše in zašumi. Kje počivaš? V plazu ali na zemlji? Tu se mastim, žrem, da me v višini ne strgajo rožnati, modri in vijoličasti oblaki in rože kot tjepola, ki se za njim zrak umije, preden naj svetloba zalije in zdrobi. Super. Veš kaj? Zdi se mi imenitno, ker imamo občutek, da se pri Tomažu Šalamunu vseeno novembra ne bomo mogli dobiti. Smo pa tako povezani zdaj z njim, a ne? Tako. V večnost in v vse prostor. No pa dajmo malo zamenjati vrstni red. Mirjam, ti si že prej imela nekako naštimano, kaj boš prebrala, tako da izvoli, Mirjam. Mikrofon sem zdaj vklopila. Imela sem marsikaj naštimanga, recimo tudi tele Selected Poems of Friedrich Monk. Kultni pesnik, eden od mojih najbolj priljubljenih, ne glede na to, kar se o njem piše. No in v tej zbirki je tudi ena pesem, ki sem se jo že pred 100 leti naučila na pamet. Pa bom zdaj, mislim, da jo še zmeraj znam povedati, tale meditacijo oziroma meditacija. Se vidi tukaj? Nič, ne? Ja, malo se pa vidi. Še v krog obrnjeno. V redu je. Tako naredim? Nič ne pomaga. No, skratka, jo bom jaz strašno pamet povedala v slovenščini, ker če bom tole gledala pa prevajala online, se bom zihkaj zmotila. Ko preučujem nenavadne navade psov, moram priznati, da je človek višja žival. Ko preučujem nenavadne navade ljudi, priznam, prijatelj, zmeden sem. Ja, odlična je. Super. Marija Elen, si ti zdaj nekako se poskusila spet vključiti, nas slišiš? Ja, mi danes pride, malo tekla. Aha, vidim. Slišim, da imaš malo slab signal, no pa bi potem morda Antonijo izzvali zdaj, ki vidim, da ima dober signal. Antonija, da nam še eno pesem prebereš svojo ali pa po izboru. Vedem, tudi imam nekaj izbore, ampak trenutno bom rekla, da sem malo zmedena, pa bi vam kar še eno svojo prebrala, pa drugič pripravim kaj. Prav, izvoli. Poezije drugih. Pustite starosti naj hodi. Sončnih žarkov se napijte, z roso v jutru osvežite, dan naj dobra voljo vodi, noč težave naj prebrodi. Res leponim se na svetu, a kot dete v mladosti, svet sprejemajte v starosti. Pustite skrbi in probleme, dela je bilo zadosti. Zdaj je čas, da drug poprime, vi uživajte v starosti. Pustite soncu naj vas greje, vetru, da vas nežno boža, glasba naj vam srca greje, v vrtu naj cveti vam roža. Brez strahu in bolečin,
Brez veselja in radosti ni mladosti, ni starosti. Kup spominov naj vas vodi, pustite starosti naj hodi. Hvala, Antonija. No, super. Ja, Marija Elen, kaj se zdaj kaj boljše slišimo? Mislim, da je spet zamrznjena. Aha, jaz spet zamrznjena. No, potem pa Helena. Kaj boš še ti delila danes z nami? Kakšno svojo, kakšno? Vidim, da si eno knjigo pripravljaš. Aha, to Osončlica. Isa nora cvetobe. Ja, to je zadnja pesniška zbirka, ki sem jo prebrala, in sicer je to Borut Gombač. Konice jezika, Veronikin nagrajenec pred kratkim. No, in tu je ena bila pesem zelo kratka, ki je pač zaradi katere mi je celotna zbirka še bolj všeč. Imenitno. No, sicer pa ima on zbirko sestavljeno iz naslovljenih pesmi in pa nekih vmesnih pesmi, ki so ponavadi v formi. Niso pa nujno, ampak so tako zelo kratke. Aha. Ne vem, kako bi videli. To je ena taka vmesna. 2, 3, 4. Ja. Ja. Zato bom prebrala najprej vmesno pesem, pa potem, ker se navezujejo. Aha. Prhke škarje in šivanke režejo, tnivajo, crpajo zrak. Nitke svetlobe so krhke in tanke, skozi okno sije mrak. In potem je naslov pesmi, skozi okno sije mrak. Skozi okno sije mrak, steklo se izboči. Črna meduza zaplava v sobo, čeprav je voda že zdavnaj odtekla. No, nekoga slišim zdaj, ki nima izključenega mikrofona. Pa se... Gregor, mislim, da si zdaj pa res tudi ti že na vrsti spet. Aha, ampak jaz nisem naredil domače naloge in ker nisem prebral navodil, ker pač sem se ukvarjal z prenosom, tako da bom to kdaj drugič. In bom zdaj prebral še eno svojo pesem, če mi ne zamerite. Imenuje se Klopotec. Klopotec počasi kleklja odsotne in zamolkle tone, kot bi koval na nakovalu usode. Kanja se z razprtimi krili serpentinasto spušča s kobaltnega neba in pristane na vrhu starega macesna. Njegova krošnja je kot filigran iz alabastra, ki se razrašča v lapidarju bogov. Med skalami ždi golobica in groleče molje. Maj je že zdavnaj mimo. Odlično. No tako, zdaj, če ne bomo mogli Mariji Elen spet dobiti nazaj na linijo. Sej mogoče, Ana, oprosti, če prekinem, ampak mogoče bi jo lahko dobili samo z zvokom. Marija Elen, nas slišiš? Ja, slišim. Dobro. Pa vas čisto v redu. Aha, mi tebe slabo slišimo, kar se ni začuditi, ti si najbolj oddaljena, ne? Ja, res je, jaz sem dejansko strežnik, na katerem to poteka v Ljubljani, ne? In mi smo vsi zelo blizu, zaradi tega je prenos večinoma zelo dober. Ti pa si nažalost malo del. Ti s tabo je vse, ja škoda. Ja. Ni zvoka. Tako da, jaz te slišim, zdaj lahko poskusiš magari brez kamere, da bi slišali samo zvok. A je to možno? V redu? Ja, spela. Veš kaj, zdaj sem oziroma sva privajala od Anje Golob.
pesmi, ne, ker sem pisala en članek v francoščini, ne, in potem pa prevajala na domače, poznate, ne, če glede po slovenščini, ker tako lepo bere v slovenščini, da ne bom brala, ne, samo bom brala v francoščini, ne na domače. Soudain, un tel violent effort obtus tombe ne tient pas dans les d'un un poids inconnu. Prennent du mot les rotations du véhicule, la carme de la rue en qui décommande de couleur gris. Soudain, le nom barbelé par tout ce qui est le tome du duel suspendu, le tétanise dans le non-sens, dans le même, le soudain, les horizons décomposition de la lumière, un tristesse revient. Ja, nažalost je kar precej prekinjalo. Škoda. Tako da še jaz, ki bi mogel razumeti, nisem razumel. Čeprav me je... Je pa zanimiv zvok. Ja. Za kakšen sodoben elektronski komad. Zelo dobro. Drugače pa me zelo v resnici zanima, kako zveni Anja Golob v francoščini. Tako da upam, da bomo se kdaj zares v živo brez elektronskih naprav uspeli dobiti in da bom to slišal. Ja, Marjelen. Super. No, zdaj bi pa še jaz predstavila eno pesem. To je knjiga, ki vsebuje 2 pesniški zbirki, se pravi Ogrožena vrsta in imunost, od Marije Ferencšluhove, prevedena v slovenščino in išla je pri JSKD. Meni je zelo všeč, tako zanimiva, zelo telesna. No, ampak zbrala sem morda eno ne toliko tipično pesem, pa jo bom kar prebrala. Kaj pa ti? Boš imel telo, kakršnega se spominjam, ali sklepe, členke, sestavljena od česa? Boš imel oči? Ali boš pošiljal signale ali uporabljal besede, kodiral novice in se prebijal do pomena? Privlačnost in druge sile bodo na moji površini ustvarile vzorce. Jih boš znal prebrati? Tako. Vidim, da je še en tak zanimiv ekran. Marina nam je delila nas, ki se predvajamo. Dobro, tako, zdaj bi pa za konec našega današnjega prvega odprtega zaslona še vsak nekaj povedal, svoj vtis, svoje pričakovanja, tudi mogoče kakšno idejo, kajti jaz mislim, da bomo, glede na to, da smo nekako uspešno, ocenjujem uspešno prestali ta ognjeni krst prvega odprtega zaslona, ponovili to srečanje čez kakšnih 14 dni znova. Pa bi mogoče kar po vrsti povedali, Luka, spet tebe izzivam. Ja, meni je bilo čist prijetno, lepo. Smo se še navajali to novo tehnologijo, ne, oziroma naše novo srečanje z to tehnologijo, ampak se mi zdelo prijetno, lepo. Se veselim, če se bomo zbrali še v večjem številu in jaz bom še pripravljen. Hvala, super. Helena? Ja, tudi meni je bilo super. Bom pa naslednjič se bolj pripravljala. Nisem bila pripravljena na... Mislim, to sem imela v mislih, to pa je tudi vse. Odlično, ja, super. Potem boš tudi še prišla, seveda. Seveda. Odlično. Mirjam?
Ja, zelo lepo, super sta pripravila, tudi teče lepo, tako da sploh ni videti, da je to prvič. Fajn bi bilo, da se to še nadaljuje. Mogoče, da vnaprej res ti sporočimo, kdo bo prišel, pa pol se da malo oceniti, koliko časa bi bilo, pa da bi bile te oddaje take kratke, recimo pol-urne ali pa 40-minutne, tako kot Mari predlaga, da bi Zoom uporabili, ne, Zoom se po 40 minutah neha, kar je normalno. Super, hvala Mirjam. Marija-Len? Ja, a me slišite? Ja, slišite. Krasno. Ne, krasno, ne, uživala sem, ne, upam, da bomo še drugič pa še dolgo, ne, dokler se ne vidimo v živo, kmalu. Super, hvala Marija-Len. Antonija, nam boš ti kaj povedala? Lep večer, vesela sem, da sem se ponovno pridružila, končno enkrat sodelovala. Z veseljem se pridružim tudi naprej in upam, da bom tele motnje odpravila, da bo tudi kamera delovala. Zdaj ne vem, res sem tudi začetnik v teh zadevah, no, čeprav sem že imela kakšno konferenco, ampak danes mi nagaja, ne poznam vzroka. Zelo lepo vas je bilo slišati, zelo lepi komadi so bili, nisem prižigala zvočnika, vmes ploskala sem, ampak vidi se pa ni. Super, hvala. No, Gregor, ti kakšno zaključno besedo, pravzaprav bi moralo biti tako. Jaz se zahvaljujem vsem vam, ki ste bili tukaj z mano in skratka na odprtem zaslonu številka 1, bilo je zelo prijetno. Hvala za vašo poezijo in za poezijo drugih. Že brskam po policah, če imam kakšno to knjigo, ki ste mi jo predstavili, tako da grem prebrati. In naslednjič povabilo velja seveda tudi za vas, da se znova pridružite čez recimo 14 dni. Gregor, zdaj pa ti odjavna špica pa to. Ja, jaz se tudi zahvaljujem vsem za to eksperimentalno, to se pravi prvo, kako se temu reče, pilotsko, oddajo. Bomo poskusili še druge tehnologije, bomo poskusili dejansko Zoom, da vidimo, kaj se bolje obnese. Tako da upam, da bo to teklo še bolj kot po maslu, kot je tokrat. Kakšen je bil prenos na YouTubeu, ne vem, in tudi ne vem, če koliko ljudi je kaj gledalo to. Verjetno ne prav dosti, ampak to sploh ni bistveno. Drugače pa, kar se tiče pa seveda branja, pa hvala vsem, ker ste res izbrali lepe pesmi in ja, dokler bo tako, kot je, mislim, da je smiselno, da se vsaj tako redno dobimo in nekako relativno neformalno imamo neke redne literarne večere oziroma branja oziroma druženja, da lažje pridemo skozi te čase. Tako da hvala lepa vsem. Ja, dajmo vsi si pomahati takole. Čau, čau. Naslednjič pa odprti zaslon 2. Tako.